Tine Tomažič, po izobrazbi si univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike. Zaposlen pa si v podjetju Pipistrel, ki je eno vodilnih na planetu Zemlja v lahki aviaciji. Tukaj deluješ kot razvojni tehnolog. Povej, kako si prišel do poklica, zakaj si se zanj odločil in kaj počneš? Ja, ta moja zgodba morda ni čisto klasična, ne. Samo zanimanje za letalstvo so mi vzbudili starši in stric, ko so me vozili na tukajšnje letališče gledati letala. Ta moja strast se je nadaljevala tekom otroštva in potem na koncu gimnazije, ko se je bilo potrebno končno odločiti, kam naprej, sem jasno kolebal. Želel sem ostati v tehniki, vendar ali bo to fizika, strojništvo ali elektrotehnika, to so bile moje možne odločitve. Obvladala je elektrotehnika, to pa predvsem zato, ker mislim, da je v tej branži še mnogo neodkritega. Pri razvoju projektov imaš proste roke, kar pomeni, da si nekako samostojen ustvarjalec brez omejitev. Kako izgleda tvoj univerzalen urnik in s kakimi problemi se spopadaš čez dan? No, čisto brez omejitev nismo, ne. Omejitev je vedno čas in jasno denar, ki je na voljo za razvojne projekte. Je pa res, da imamo pri Pipistrelu možnost imeti mnogo bolj proste roke kot kjerkoli drugje. To je dejansko sreča, ki jo tukaj imamo. Sam delovnik začnemo ob 7, končamo, jaz temu rečem, ko je dneva konec, ob 4, 5, 6, mogoče 7 zvečer. Radi delo dokončamo in tega se tudi sam držim. Pač tak sem po karakterju in nimam rad, da zadeve ostanejo nekje v zraku, ampak želim postoriti vse, da se znotraj delovnega dneva vsaj ena logična celota zaključi. Letalo Pantera, ob katerem modelu sedaj stojim, resnično vsebuje mnogo novosti. Je letalo, ki bo gnano na 3 različne načine. Na konvencionalnega, se pravi z batnim motorjem, hibridnega, kombinacijo električnega in batnega motorja, ter kasneje tudi popolnoma električno letalo. Še več, tudi podporni sistemi za krilca, kolesa so vsi gnani z elektromotorji, ne več na hidravliko, kot je bilo to običajno poprej. Novi pa so tudi inštrumenti oziroma uporabniška izkušnja za pilote. Hibridnega pogona za letalo tega segmenta ni razvil še nihče, mi smo prvi, zato po vsej verjetnosti mnogo stvari tudi mi še ne vemo, odkrivali jih bomo sproti in jasno, le znanje in izkušnje bodo tukaj rešitev, da dobimo tisti končni izdelek, ki bo tako zadovoljujoč za nas, kot tudi za stranke. No, tudi v Elisu zaposlujete inženirje elektrotehnike. Kakšna dela lahko opravljajo? Večino kadra v našem podjetju je elektroinženirjev in se ukvarjajo zelo z različnimi posli. Naprimer, eden od poslov je vodenje sistema elektroenergetskega, to je dosti zahtevna zadeva, rabimo visoko strokovne kadre. Potem je eno področje izgradnja, vzdrževanje omrežja, ki je naslednje zelo različno od tega, vendar oba sta izredno zahtevna in zahtevata visoko strokovno usposobljene kadre. Inštitut dela na kar nekaj področjih in je mogoče oblikovati specialiste vse od razvojnih inženirjev, ki se ukvarjajo z prognoziranjem bodoče porabe, z razvojem elektroenergetskega omrežja, kako naj to omrežje pravzaprav bo zasnovano tako, da zadosti nekim kriterijem. Ti kriteriji konkretno se zdaj kar nekako spreminjajo tudi zaradi uvajanja pametnih omrežij, torej uvajanje razpršenih in obnovljivih virov zahteva novo paradigmo pri načrtovanju distribucijskega omrežja. No in seveda tehnologija se spreminja, tako da vse, kar je razvojnega tudi na področju tehnologije, seveda v ta namen poskušamo izobraziti naše mlade inženirje.